pink pepperju. Že na svojem blogu sem lepo spisala veliko o našem pridobivanju teh krasnih sadežev. Pink pepper sicer nima za, bomo rekli, rastlino črnega popra nad skupnega, ampak se poprovec iz pink pepperja res razraste v eno tako visoko, veliko drevo, ki ga je treba ubirati. In to, kar se ubira, rožnati sadeži, zato mu velikokrat rečemo kar lepo po slovensko rožnati poper. Ma podobno, ampak nikakor ne enako aromo kot črni poper, se ga pa velikokrat izrablja, raven zaradi tega, zato sem rekla, res v osnovi kulinarični dvojček, v raznih polivkah, lahko v napitkih, sploh toplih, recimo jaz pink pepper res največkrat pijem v kavi, pač kakršnokoli kavo imate radi. Zelo dober recept je tudi, ki ga nisem zapisala na blogu, pa mogoče ga vsem zdajle tukaj omenim, je bulletproof coffee. To se pravi, da si pripravite espresso kavo, kakršno pač želite, noter dodate potem ali res ta pravo surovo maslo, ali pa hladno stiskano kokosovo olje, tisto na žlico, potem to fino zblendate, da rata res taka fina tekstura in penca in noter dodate kapljico pink pepperja. Tako da odlična stvar, ki tudi podpira zdravo odzivnost celotnega praktično telesa in telesnih sistemov. Tako da jaz bi mu na hitro rekla, tisto, kar ponovadi poznamo najbolj in dobimo strani On Guarda, vam lahko da tudi pink pepper. Tako da ga lahko tudi rečeno seveda mažete na predele, kjer želite podporo, eno tako zdravo telesno funkcijo, za zdravo odzivnost, seveda na podplate, potem lahko tudi na področju dihal. Izredno ugodno deluje tako kot kardamom, tudi na naša prebavila, tako da si lahko rečeno ga pripravite tudi skupaj s pink pepperjem, kardamom in pink pepper na predel popka in v smeri onega kazalca na predel trebuha. Vsekakor pa si preberite res več, predno se jaz čisto razgovorim tudi o njegovem pridobivanju, ker vam bo zelo lepa zgodba, ki jo boste slišali iz Kenije, kjer se pridobiva doTERRA pink pepper in tudi veliko napotkov, kaj še lahko z njim počnete. Če gremo